Ok. Onda snima. Ja, ok. Dobro. No, tako. Današnja delavnica je tretja po vrsti na polno luno. Zdaj lahko se delajo te stvari malo prej ali pa malo potem, ampak meni se zdi glih tako fino, da smo se dobile na polno luno. V bistvu smo že prejeli veliko informacij od Lune, a ne? Ful se nam dogaja vsem v zvezi z našimi projekti. Dobile smo usmeritve, dobile smo v bistvu korake in se še bolj povezale s tem, pač tokrat z Luno in s temi naravnimi ritmi. Se pravi, prvi cikel je bil za nove projekte, a ne, oziroma tisto, kaj želiš narediti. Drugi cikel je bil, v bistvu smo dobivali nekako poglobljeno refleksijo za naše projekte, kaj še lahko dodamo ali pa ne, primaknemo. In ta tretji cikel bomo pa pogledali, kje smo zdaj ta trenutek, kaj smo se od tega naučile, kaj smo uspeli realizirati. Malo bomo reflektirali v bistvu vse to, kaj se nam dogaja. No, pa ne samo to, ampak še potem še naprej. V bistvu bomo se še zahvalili Luni za pomoč, a ne. V bistvu je pa pomembno, da ne iščemo zdaj v teh naših projektih, kadarkoli že jih delamo, da ne iščemo perfekcije, a ne. Perfekcije ni. Ni uspeha, pa ni neuspeha, ampak je v bistvu konstantno premikanje, konstantno v bistvu prilagajanje, a ne. Ne gre toliko, da pač, ja, je res en lunin cikel, je energija malo različna, ampak ne gre za to, da mi tega pijanc plota držimo tistega, ki smo rekli in ne odstopamo od tega, a ne. Ampak da smo odprte ves čas za kakšne spremembe, za kakšne usmeritve druge, da gremo mogoče pa v drugo smer, mogoče si zamisli to pot, pa ti pa Luna pokaže neko drugo, pa rečeš, ok, grem pa kle, prav, a ne. In da smo mi toliko fluidne, da uspemo to premeniti, a ne. Da uspemo ja, to pot spremeniti, kadar je treba, a ne. Bistvo vsega, v bistvu tega cikla je prav to, da se naučimo sproti prilagajati glede na situacijo, glede na energijo, glede na sebe, glede na zmožnosti, prilagajamo sebe našim nameram, a ne. To je v bistvu bistvo vsega in zato je ta lunin cikel neskončen, a ne. Ves čas poteka pravzaprav, a ne. Dobro, enkrat si zadamo nove stvari v mladi luni, potem gradimo na tem projektu, dobivamo informacije, usmeritve, potem reflektiramo malo, ampak v bistvu pa lahko tudi zdaj dobiš, zdaj moram iti pa tja, a ne, v neko drugo smer recimo. In je vse ok, a ne. Se pravi, da res dobimo ta občutek, da se življenje ves čas premika, spreminja in mi z njim, a ne. Da se ne oklepamo, to mi je uspelo, yes, pa smo na lovorikah počivamo, ne vem, 5 let, ampak da sprostimo to, ok, ja, super, ja, spustimo in gremo že naprej, a ne, ta fluidnost, kakor reka, ki teče, a ne. To je v bistvu tega cikla, da se začnemo tega zavedati, a ne. Ja, zdaj, če smo recimo kdaj, ne vemo, kam bi šli, v katero smer, recimo zdaj sem jaz, ne vem, mogoče v situaciji, ko ne vem, kaj bi naredila, se ustavim, vprašam Luno, kaj pa zdaj, in mi pokaže. In rečem, ok, zdaj pa treba to narediti, ne vem. Mogoče bi rekla, zdaj pa počivati, zdaj pa nobenih novih projektov, zdaj pa mir v glavi, ne vem, recimo, a ne. In se jo posluša in tako se naučimo poslušati ne samo Luno, ampak tudi sebe, a ne. In v sebe v skladu z temi ritmi narave, ki so. Ne pretiravamo, ne izsiljujemo, ampak sprejmemo tudi tiste težke stvari oziroma tiste zoprne bolj stvari, a ne. Predvsem tiste, ponavadi najtežje sprejeti, a ne. Tako da je to pravzaprav bistvo tega luninega cikla, a ne. Da se ves čas lahko prilagajaš.
eno besedo iščem še, ki bi bila boljša, pa jo ne najdem, mogoče, če vam pride kakšna na misel. Ne, ljudje smo zelo ciljno usmerjeni, naravnani smo ciljno. Tukaj je cilj, to so koraki, super. In ta je moj cilj in tam ga gledam in skozi po teh korakih, ne. Ful nam to paše, ne, našemu umu to zelo paše. Ampak tukaj je pa glih nasprotno, ne. Tukaj si da daš ta cilj, aha, okej, to je moj cilj, v redu, pa aha, to so koraki, okej, pa greš malo vsem, ojoj, kaj pa zdaj? Zdaj pa ne vidim cilja, mama mija, kaj pa zdaj, ne. Joj, ne, grem nazaj, ne. Ne, si tukaj, ker mogoče te tukaj čaka še nekaj boljšega, a ne. Te ne, lahko, da se tudi cilj spremeni, ja, lahko, da, ja, ne vem, najprej sem nameravala, ne vem, zdaj, ne vem, denar. 5.000 evrov, tukaj dobim pa 10. A ja, to je tudi možno, ne. A ne, mi ne vemo, ne. Mene recimo je vedno to begalo, koliko denarja naj jaz nameravam na mesec, a ne, recimo, ali pa na leto, ne. 5.000, 10.000, 20, 100, kaj se, milijon, a ne, milijon mi je bilo že preveč, a ne. In to je to, a ne, ti v bistvu ne veš, a ne, koliko bo to, lahko sicer daš si namero, na mesec želim zaslužiti toliko in toliko, ali pa vsaj najmanj toliko in toliko, lahko da bo ful več, a ne, lahko da bo manj, ampak nič hudega, ti rečeš, okej, v redu, vse je okej, sem na poti, a ne, k temu in temu cilju. Ampak to se pravi, to vsaka naj sama s sabo pri sebi, se more naučiti, no, razlikovati med temi cilji, kaj si v bistvu želiš in kaj ne, in da je lahko še boljše kot to v bistvu, a ne, tako, v tem stilu. Tako, to je zelo tako subtilno in zelo tudi intimno, no. Ne morem jaz vam čisto nič govoriti, vi nekako je fajn, da same to pogruntate, a ne. To, ta pravo energijo znotraj sebe. Ker recimo, ne vem, za nekoga bo, ja, pojdi v novo službo, za nekoga bo pa nekaj čisto tretjega, a ne. In zdaj, če bom jaz, ne vem, sledila Barbari, ki bo rekla, jaz grem pa zdaj narediti to in to, ja, jaz bom tudi to in to. Ja, ne, to ni zame, a ne. Zame je lahko čisto nekaj drugega, a ne. In to je treba vedeti in se zavedati, da pač mi imamo vsak svojo pot in to je tisto, kar je pomembno, da sprejmemo, in da se prilagodimo glede na potrebe, a ne. Tako da boste mogoče, bi zdaj vi najprej malo povedali, kako vam gre do zdaj, saj smo se že dosti podelili, ampak vseeno, da mogoče še bolj ubesedimo to, vse te korake, a se je kaj spremenilo v tem času, od začetka, ko smo začeli delati ta cikel, a ste lahko implementirali te korake v svoje življenje, ali so prišli kakšni novi koraki, a se je kaj spremenilo, ali pa se je mogoče samo v notranjosti spremenilo, ne. Ni nujno, da se je navzven spremenilo, ampak tukaj se je pa ful, a ne. Tako, mogoče glih toliko za začetek, da malo. Mhm. 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 Dobro, se dogaja. Mhm. Mhm.
Ja, tebi se ful dogaja, se mi zdi zdaj notranje, ne, saj notranje, mislim, tudi zunanje, ampak notranje pa ful. Ne. Ja, ja. Mhm, mhm. Ok, super. Fajn, hvala. Mhm. Ančka. Mhm. 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 Ja, se mogoče si daš pa to lahko za namero, da se naučiš ubesediti, ker bolj ne gre toliko za to, da boš zdaj, da bom jaz zvedla ali pa da bomo mi zvedeli, tudi je fajn povedati, ampak bolj zaradi sebe, a veš, da ti vidiš svoj napredek. Ker v bistvu, ko se mi delimo, je v bistvu glih to, da se slišimo, da damo to, kar je bilo noter ven nekako, ne, kakorkoli že, in da ti sebe slišiš, aha, samo v bistvu sem pa ful napredovala, a ne. Čeprav ni videti, ali pa to je misel, da nisi. Mhm, 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 mhm. Ja, aha, mhm. No, zdaj boš mogla v tem zadnjem, mislim, v tem tretjem ciklu bo treba pisati. Mhm, 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 mhm. No, evo, vidiš, tako, super, super. Pol je, veliko se dogaja. Veliko se dogaja. V bistvu je fajn mogoče tudi ne uporabiti vse informacije, ki jih dobiš, a veš. Tako, karkoli dobiš, je za uporabiti, nič ni za stran vrš, bi se rekla, ne. Kar ti Luna pove, je uporabno, a ne. Tudi če se ti zdi na prvi moment, brez veze. Ampak je fajn, a ne, enkrat, mislim, verjetno je že z nekim namenom Luna to povedala, a ne. In s tem, ko recimo delamo to lunino formo, spet, ker magične kretnje pomagajo na ta način, da te postavijo v tišino, a ne, in da si čim več v tej tišini sama s sabo in takrat lahko slišiš Luno oziroma intuicijo veliko boljš, a ne. In to, kar si rekla, da imaš te nihanja, je čisto normalno, a ne. Zdaj jih mogoče še bolj opaziš, a veš, prej mogoče nisi toliko jih opazila, so bili isto, ampak
Pač, a veš, greš, rečeš, ok, sej tako pa je, tako pač je. Mogoče jih zdaj bolj opaziš, pa tudi spomladanska utrujenost, a ne, pa tako naprej, pa ta sprememba ure tudi to nekaj doprinese. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, padeš iz ritma, ja, nimaš svojega časa, ja. Ja, ja. Ja, zdaj skozi leti bolj vidimo, kako rabimo ta čas zase, a ne? Ja. Nervozen, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, če si. Sej ti bo Luna pokazala, kaj je možno tudi, a ne, ker možno si je kdaj tudi mogoče vzeti kakšno urico zase, ne glede na to, če imaš polno bajto, a ne. Tako, jaz si tudi kar vzamem. Mhm. Ja, fajn. No, fajn. Super, super, pridna, pridna, ful dobro. Ja, ja, v tleh se vala. No, super. No, evo, ful se dogaja v bistvu. Sam videti je treba. Ok, dobro, zdaj bomo ponovile prvi, drugi cikel. Bomo ene, dvakrat, trikrat ponovile, potem pa se začnemo učiti tretjega, ste čisto lahko vse, tako da nič bat. Se boste takoj naučile. Jaz samo upam, da se to vse sliši, da je vse ok. Ja, dobro. Jaz se bom obrnila zdaj tako, pa potem tako. Vse to je za nas vseeno, to ne bo noben videl. Razen Mojca pa me. Mojca bo. Da ne. Ok, dobro, dajmo najprej se malo ogreti, no. Da ne bomo šli direkt, pa zavrtimo se z glavo. Na drugo smer. Ok, roke na ramena. Na druga smer. Ok, stresi malo. Roke na razen. Druga smer. Roke v bok, zavrtimo se v bokih. Naprej vdih, nazaj izdih. Pa druga smer.
Ok, stresi. Lena. Pa druga smer. Stresi. Pa bomo zdaj malo tresli, še sam kundalini oziroma tresenje telesa. Če čutiš, da je treba kaj drugače tresti, lahko treseš, drugače pa lepo v kratkih tresočih se trzljajih, v kolenih, roke v telesu in treseš, dihaš. Probaš vse sprostiti, celo telo.
Počasi umiriš, samo stojiš z zaprtimi očmi. Začutiš energijo, začutiš svoje telo. Dobro, počasi odpreš oči. Zdaj bomo pa še stresli telo tako, kot smo včasih, se pravi, treseš eno nogo. Lahko mogoče probaš, čeprav tako bo tež težje, tako bo lažje. Pa isto roko tresi. Druga noga. Pa roka. Par noge tresi. Roke, telo, trup, glava. In streseš trikrat. Okej, še enkrat. Ena noga, tresi, tresi, tresi. Ena roka. Druga noga. Druga roka. Obe nogi. Telo, roke. Okej. Odpremo oči. Naredimo par samo teh vaj še za noge, za gležnje, tudi za dvig energije, hiter. Okej, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okej, 3 v levo, 1, 2, 3 in 3 v desno. Bolj narazen noge daj. Twist, twist. Ja, mogoče bo lažje, ja. Okej, na mestu, hop, hop. Okej, na 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okej, noge narazen, dvigujemo. Okej,
roke v eno smer, kolena v drugo. Ok, dvigujemo, hop, hop. Ok, gor. Ok, pogledimo. Ok, glih toliko malo za ogrevanje, da si dvignemo malo še energijo na drugačen način, pa da malo ukrepimo telo. Tako, zdaj pa bomo šli delati lunino formo. Ja, ti si, Ančka, pa danes v mojih najljubših barvah oblečena. Ja, jaz obožujem to barvo. Sem videla. Ja, kje si kupila to? Ful je lepa. O, res? Je pa res, ej. Ja, hudo, to bi jaz imela tako, ja. Tako, tako. Kaj si hudi gledala, ne? Hudi. Hudo. Ful mi je všeč. Ok. Nogice imam. Ok. Dobro, zaradi potreb videnja se bom obrnila za začetek takole. Aha, ok. WC time. Uj, si. Ja, 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 tako bomo. Čez en teden. Kaj sem hotela reči? Aha, za zvečer, za hlače. A take tanke hlače so dosti ali je treba debele? Tanke. Sem zgoraj, bolj ne. Mm. Mhm. Mhm. Ok, dobro. Ne rabim drugih debelejših. Trenirke. Mm. Ja, ne se vem, koliko je bilo takrat na jadrnici. Je vlažno je zvečer, ne? Ja, to pa je. Mm. Tam pa še skozi piha, praviš, ne? No, je. Skozi bom imela čap. Ja, res. Mm. Ok, jaz se bom tako obrnila. Ponovimo prvo, drugo. Prvi cikel, drugi cikel. Ok, predposrčno. Vdih. Izdih. Vdih. Izdih. Vdih. Maternice. Vdih. Kolena. Vdih. Na tla. Glavo dol. Vdih, izdih. Vdih. In z izdihom potegneš energijo zemlje v noge gor. Do vrha in v centre moči oziroma te centre energijske. Okay.
Hop. Damo prste med drugi, tretji, trikrat. Spodaj desna, zgoraj leva. In poglediš. Osmice. Gremo gor, gledamo v mlado luno, se povezujemo z njo. To vse delamo seveda z notranjim očesom, ampak imamo odprte oči vseeno. In povabimo energijo mlade lune v svojo maternico. Se obrnemo 90 stopinj v levo in naredimo naše sfingine šape za drugi cikel. Ali stresemo roke in gremo. Gor, levo, dol. Gor, desno, dol. Osmica, ena, druga. Presekaš in poglediš. Preseš, še v desno. Gor, desno, dol. Gor, levo, dol. Ena osmica, druga osmica. Presekaš. Ko date roke tukaj nazaj, jih date tako, položite ne tako, ampak tako, ok? Lahko jih pa tudi položimo tukaj spredi, recimo, mogoče, če vam je lažje, lahko narediš tukaj, pa daš pač na lev jajčnik oziroma na desen. Tudi to je možno. Ok? Dobro, vstanemo in naredimo še enkrat od začetka. Krči kolena, roke pred sabo, vdih. Maternica. Vdih. Kolena. Vdih. Dol zemlja, glava dol, poveži se z zemljo, vdih, izdih. Vdih. Izdihom povleče zemljino energijo v telo, v noge in v naše energijske centre. Poskoki. Ok. Izdih. Na prstem in damo ven odvečno energijo, misli ali občutke. Leva roka. Desna. Leva zgoraj. Desna zgoraj. Poglediš, kar je ostalo. Osmice. Gor. Gledamo v mlado luno, se povezujemo z njo, se odpremo njeni energiji.
In prinesemo energijo mlade lune v maternico. Gremo 90 stopinj v levo, stresemo roke in naredimo. Gor, levo, dol, gor, desno, dol. Osmica ena, druga, presekaš. Streseš in gor, desno, dol, gor, levo, dol. Ena osmica, druga. Vdih, izdih. In še zadnjič ponovimo vajo. Vdih. Dol. Vdih, izdih. Vdih. Izdih. Poskok. Damo ven odvečno energijo, drugi, tretji prst. Vsakič je ta energija druga, ne? Pač tisto, kar te tisti trenutek najbolj mori, isto daješ ven. Ali pa ti gre na živce pri sebi. Poglediš. Osmice. Gor. Gledaš v mlado luno. Odpiraš te energiji. In poglediš to, povabiš to energijo v maternico. In zdaj gremo rastoče lune, drugi cikel, rastoče lune. Drugi cikel, zdaj smo prvi cikel, zdaj drugi cikel. Ja, drugi cikel. Rastoče lune. Ne. Ok, gremo. Isti. In gremo. Ok, malo zapreš oči. Ker imaš zaprte oči. In zdaj se bomo pripravili oziroma naučili tretji cikel. Naše akcije smo v bistvu posejali. In zdaj je čas, da praznujemo naše uspehe in reflektiramo to, kar smo zdaj dosegli. To je tretji cikel, je refleksija tega, kar smo dosegli, in tudi hvaležnost. Je to bolj taka meditativna faza, bolj, da se začuti ta polna luna. Refleksija, praznovanje,
hvaležnost. In enako se pač obrneš 90 stopinj v levo, ampak zdaj, da vam najprej pokažem, boste se proti meni obrnili. Ta faza, te usedeš takole z nogami in imaš kar ravno hrbtenico, a ne? Se pravi, da nisi tako, ampak da si lepo tako. Roke daš v ta položaj, takole nazaj, kot da hočeš nekaj dol potiskati, a ne? Ni to kar samo tako nekaj mehko, ampak kar, kot da hočeš dol potiskati, ne pa preveč. In pogledaš navzgor, ne rabiš preveč, lahko samo tako lepo nežno pogledaš navzgor in gledaš v polno luno z notranjim očesom, z odprtimi očmi. In zdaj pogledaš navzdol med nogami, kot da imaš tukaj, kot da je tukaj voda med nogami, kot da je neko jezerce med tvojimi nogami in gledaš v odsev lune, lunin odsev na tej vodi. Lahko da je ta voda razburkana, lahko da je mirna, vseeno je. Gledaš odsev lune, polne lune v tej vodi. To pa zato, da v bistvu s tem nekako gledamo luno tudi na drugi strani, tisto stran, ki je ne vidimo drugače. Se povezujemo z njeno drugo stranjo. In zdaj bomo vdihnili dvakrat globoko to energijo polne lune in bomo tako malo privzdignili ramena gor. V hrbtenico vdihneš oziroma pač vase. In zdaj bomo trikrat zajeli to energijo proti spodnjemu delu trebuha. 1, 2, 3. Naredile 3 trebuščke. 1, 2, 3. Stisnili to okroglo zagrablje in pogladile po maternici, po jajčnikih. Okay. To je to. Gremo še enkrat. Ja? Če ne moreš tako sedeti? Ja. Ne, seveda. Lahko tudi na stol se usedeš, če ne gre. Brez problema, daj si spodaj karkoli. Ja, to pozabim povedati. Ja, vedno si prilagodiš položaj, vedno. Nikoli se ne matraš, ker to niso položaji za matrace. Daj se tako, da boš v redu. Okay? Lahko si tudi na stol usedeš, pa imaš pač malo bolj noge tako, če želiš, če ti je lažje. Vseeno je. Ja. Ponavadi pomaga tudi, da si postaviš še tako, če boš doma, si daj neke polštre pod kolena, da se dejansko kolena naslonijo, veš, ti bo lažje pol. Ok. Damo roke v ta položaj, glavo gor obrnemo in gledamo v polno luno. Se odpiramo njeni energiji. In pogledamo navzdol v odsev lune med našimi nogami. Naredimo 2 vdiha. Dvigneš malo ramena. Vdihneš energijo polne lune vase. 3-krat zajameš to energijo.
Narediš 4 trebuščke. Stisneš, raztegneš in pogledaš. Okay, super. Zdaj bomo pa naredili vse 3, da se malo ustanemo zaradi nog. Če ne pa si pripravi stol, veš? Brez problema lahko si na stolu. Okay? Zdaj se bomo obrnili tako zaradi snemanja. Okay. Bomo vse 3 faze lunine povezali. Krčiš kolena in gremo vdih. Vdih je dih. Vdih. Izdih. Daš energijo zemlje vase, v noge in v spodnji del trebuha. Skoki. Zdaj se zelo lahko usedeš na stol, če želiš, Ančka. Ok, primemo 2 prsta in damo ven iz to energijo, ki nas moti. Leva, desna, leva zgoraj, desna zgoraj. Poglediš preostanek energije po maternici. In zdaj osmice. Gor. Gledaš v mlado luno. Se odpiraš njeni energiji. Inspiraciji. Novim začetkom. In prineseš energijo mlade lune v spodnji del trebuha. Se obrnemo 90 stopinj v levo. Stresemo roke in naredimo. Se obrnemo 90 stopinj v levo, oziroma vidi se lahko proti meni obrneta. Naredimo s tretjo fazo, tretji cikel, polna luna, faza refleksije. Tako, ja. Tako, odlično, super. Ja, v redu je. Navendaj roke. Tako, ja, tako dol, tako, pogledamo gor luno. Jo gledamo. In navzdol, odsev lune v vodi, njeno drugo plat, drugo stran. Vdihnemo 2-krat, dvignemo ramena. Še enkrat.
povabimo energijo, trikrat naredimo trebušček, stisnemo narazen in pogladimo. Odlično. In še enkrat ponovimo vse 3 faze. In gremo. Vdih. Na tla. Vdih, izdih. Vdih. In gor. Skok. Roke na maternico in dol. Primeš 2 prsta, 3-krat daš odvečno energijo. Leva roka spodaj. Zgoraj. Desna zgoraj. Prerazporediš preostalo energijo. Osmica. Gor. Gledaš skozi trikotnik. Novo mlado luno. In preneseš energijo v maternico. Se obrneš za 90 stopinj v levo. Streseš drugi cikel. Rastoča luna. Gor, levo, dol. Gor, desno, dol. Dihaš. Gor, desno, dol. Gor, levo, dol. Vdih. In se obrneš spet 90 stopinj v levo. Naredimo tretji cikel polne lune. Roke dol. Pogledamo polno luno. In navzdol, odsev lune v vodi, ki je med našimi nogami. Vdihnemo 2-krat. Dvigneš ramena. Zajameš. Naredimo trebušček. Stisnemo. Narazen. In pogladiš. In zdaj zaprete oči.
Ostani v notranji tišini z luno in vizualiziraj vse stvari, ki si jih dosegla do zdaj v tem luninem ciklu. Kaj vse se je zgodilo? Naj ti luna pomaga, kaj si videla, kaj si dosegla, kakšne so spremembe. Naj ti luna pošlje svojo modrost in cenjenje tebe. Začuti občutek, ko nekaj dosežeš, ko se ti nekaj zgodi, ko nekaj premakneš, eno stvar, drugo stvar, tretjo stvar. Ko si v miru, kako je to navdihujoče, začuti ta občutek, ko greš proti svojemu cilju, ko se premikaš. In zdaj pošli, oziroma se zahvali luni, pošli energijo hvaležnosti za vse, kar ti je dala, za vse informacije, karkoli si dosegla. In če dobiš kakršnokoli informacijo ali novo usmeritev ali karkoli, potem lahko odpreš oči in si to zapišeš. Če ne dobiš nič hudega, se spomni vseh korakov, ki si jih dosegla do zdaj. Še enkrat pojdi skozi njih, spomni se, osvetli vse informacije, ki si jih že prejela od lune. In si lahko tudi zapišeš tudi te informacije. Da bom pa prižgala lučko.
Kaj bomo ostale še enkrat naredili tehniko. Pa gremo. Gor. Skok. Dol. Dih. Zapreš oči. Si v tišini. In vizualiziraj stvari, ki si jih do sedaj dosegla v zvezi s tvojo namero. Vprašaj Luno, če ti lahko da kakšne nove usmeritve, inspiracije v zvezi s tvojo namero. Ali pa je kakšna nova akcija potrebna, sprememba smeri, karkoli.
Ko imaš odgovore, si jih lahko zapišeš. In ko ste, se uležete. Zdaj se boste kopale v lunini svetlobi, v svetlobi polne lune. Prejele boste njeno umirjeno energijo, ljubezen, svetlobo, ki bodo oblivale vaše sanje.
In da, ko boste vdihnile, boste prejele novo inspiracijo za ta drugi cikel oziroma tretji in četrti cikel. Da se bodo tvoje namere uresničile. Torej, ko vdihneš svežo energijo, svežo inspiracijo, nežen dotik naše krasne lune in z izdihom pošlješ luni hvaležnost. Pravi, vdihneš inspiracijo, izdihneš luni hvaležnost.
Počasi, počasi se boste zavedli trenutka tukaj in zdaj in zahvalili Luni za usmeritve. In ko ste pripravljeni, se boste počasi, počasi usedli. Zdaj bom jaz sam domačo nalogo povedala, se bom pol ponovila, samo zaradi tega, da lahko ustavim prav. Bom sem domačo nalogo prebrala, zaradi posnetka pa bom pol še enkrat povedala. Domača naloga je prakticiraj lunino formo, celotno zdaj, prvo, drugo, tretjo. Na koncu zapreš oči in se zahvališ Luni za vse, kar dobiš v tej inspiraciji Lune. Pišeš dnevnik hvaležnosti, za vse, kar ti uspe doseči, za vsak majhen korak, ki se zgodi, in lahko na glas tudi izrečeš hvala. Hvala, ali hvala Luna, ali pa hvala. In potem spet vprašaš Luno za pomoč, za nadaljnjo inspiracijo in za karkoli, mislim, in si katerkoli napredek ali pa tisto, kar ti uspe realizirati, si zapišeš v tem tednu zdaj, dokler se mi dobimo do naslednjega petka. Eko, pa smo. Čau, mojca.